Pričelo se je novo šolsko leto. Se še spomnite svojega prvega šolskega dne? Moram priznati, da prav prvega šolskega dne nimam enega specifičnega spomina, bolj tisti dnevi okrog začetka šole. Na eni strani je bilo vse skupaj zelo radovedno, po drugi strani sem bil rahlo v pričakovanju, nisem vedel, kaj me čaka. Prišel sem na šolo, kjer pravzaprav nisem nikogar poznal, zato ker smo se ravno tisto leto oziroma takrat smo se preselili v novo naselje in ker tam ni bilo šole, sem šel v šolo v centru Ljubljane, se pravi precej daleč. Tako da ta del mogoče je bil malo tesnoben na začetku, nobenega poznati, ne. Vsi tam, ki so bili, so se poznali med sabo, jaz sem bil nekako nov. Ampak, tako kot sem rekel, ne, zraven pa veliko radovednosti, kaj bo novega, kaj se bo zgodilo. Jaz sem imel en tak dosti pozitiven odnos do šole, glede na to, da je moj dedek delal v šoli, moja mama je bila učiteljica in so bila ta pričakovanja več ali manj zelo pozitivna. Je danes drugače? Jaz mislim, da starši pravzaprav bolj vznemirjeni. Za otroke je to en tak pravzaprav korak naprej, ki se ga večinoma veselijo, nimajo nekih posebnih strahov. Tisti otroci, ki imajo mogoče starejše brate, sestre že v šoli, komaj čakajo, da grejo v šolo, da bodo malo enaki. Tako da jaz mislim, da pravzaprav za veliko večino otrok je to en tak zelo spodbuden začetek. Saj tudi, če greste pogledati pred kakšno šolo 1. septembra, kako otroci pridejo, veliki učki, velika ušesa, radovedni, malo kdo bo z mano. Tudi tukaj se mi zdi, so starši včasih veliko bolj obremenjeni s tem, s kom bo otrok v razredu skupaj. Otroci takoj, ko skupaj pridejo, tako kot sem jaz takrat v moji šoli, sklenejo nova prijateljstva, spoznajo nove ljudi in se mi zdi, da včasih več pravzaprav te tesnobe začutijo starši, ne. Za starše pa seveda to en velik korak, otrok odrašča, otrok gre naprej. To je ena stopnička proti samostojnosti in je to ena taka stvar, ki jo včasih starši tudi malo tesnobe za to čutijo. Starši se veliko bolj aktivno vključujejo v delovanje šole kot take, celo stroke. Do katere meje je to priporočljivo, če sploh? Ena težava pri šoli je ta, da smo vsi hodili v šolo. Vsak od nas ima eno izkušnjo iz šole in vsak pravzaprav zato misli, da je strokovnjak za šolo, ker ve, kako v šoli izgleda in kako naj bi v šoli izgledali. Dejansko so starši danes bolj angažirani. Jaz tukaj ne vidim problema. Meni se zdi pravzaprav dobro, da so starši angažirani, da starši sodelujejo s šolo, da hodijo v šolo na roditeljske sestanke, govorilne ure. Hkrati se mi zdi pa zelo pomembno, da se pa postavi ena tista meja, se pravi, da se pa pravzaprav, ko pa gre za strokovne stvari, pa za strokovno avtoriteto učiteljev, pa ne posega noter, ne. In tukaj pravzaprav niti ne mislim, da gre za kaj velik del staršev. So pa posamezni starši, ko se pogovarjam z učitelji na šolah, imajo pa vedno seveda tudi tu pa tam kakšnega starša, ki pa seveda poskuša posegati tudi v strokovni del. Tam je pa zelo pomembno, da znajo učitelji to mejo postaviti, ne. In hkrati zelo pomembno, da starši imajo tisto toliko zdrave pameti, da razumejo, fino je, da se angažiram, ampak hkrati je pa dajmo pustiti učiteljem, da opravijo svoje delo. Veliko staršev meni, da je za otroka boljše, če je vključen v več obšolskih dejavnosti, saj tako pridobiva različna znanja. Kakšno pa je v zvezi s tem vaše mnenje? Jaz mislim, no, da tukaj so prav enega recepta ni, ne, ker otroci so se toliko različni. Enemu mogoče ena dejavnost ustreza, drug lahko ima 2, celo 3, kakšen starejši recimo v 3. triadi. Ampak vsekakor je dobro, da ima otrok še kakšno dodatno dejavnost, ker dostikrat so to pravzaprav tiste stvari, ki pravzaprav so povezane z otrokovimi interesi. Čeprav je res, da v prvih letih posebej starši pravzaprav vpisujejo otroke v dejavnosti po svoji izbiri, a ne. Ampak je fino, da otrok mogoče je aktiven še pri kakšnem športu, ne mislim 1. triadi tekmovalno, ampak enostavno, da giba, miga, da nekaj dela. Tako da dobro je nekaj početi zraven. Absolutno se mi zdi pa pomembno, da ima pa otrok tudi prosti čas za sebe. Se pravi, da ima čas za to, da se igra,
pa ne mislim tukaj telefonov pa tablic, ampak zato, da gre enostavno ven na igrišče, da pleza po drevesih, da brca žogo, da se druži z vrstniki, tako kot sem rekel, brez telefonov v roki. Koliko aktivnosti bi priporočili za prvo, drugo in tretjo triado? Tako da jaz nikoli nisem bil zagovornik tega, da ima otrok vsak dan popoldne neko dejavnost in da hodi na cel kup enih različnih jezikovnih tečajev, športov in še boh ve česa zraven. Tako kot sem rekel, nekaj ja, absolutno pa ne preveč. Se mi zdi, da so nekateri otroci dejansko preobremenjeni z vsemi ostalimi dejavnostmi, ki jih starši poleg šole še zahtevajo. Pa druga reč je seveda tudi, tako kot ste rekla, že pravzaprav je razlika tudi glede na starost. Mlajši otroci rabijo več časa za igro, pa več prostega časa. Starejši potem počasi že bolj strukturirajo čas, imajo mogoče lahko kakšno dodatno dejavnost več v zadnji triadi. Ampak tako, kot sem rekel, ne, absolutno pa ne preveč. Prehod iz drugega v tretji razred prinese tudi spremembo iz opisnega v številčno ocenjevanje. Skoraj največ stresa v šoli pa povzročajo prav ocene. Velikokrat starši s svojimi pričakovanji pripeljemo otroke do stresnih situacij. Kakšno ravnanje priporočate tako za otroke kot starše? Težava naše osnovne šole je ta, da pravzaprav so ocene vstopnica za naprej za šolanje. Ne samo osnovne šole, tudi srednje šole. In starši verjetno zelo dobro vejo, pravzaprav sploh v zadnji triadi, koliko so ocene pomembne, da se bo otrok lahko vpisal naprej na želeno šolo ali pa tja, kamor ga pravzaprav zanima. In ta pritisk strani staršev zanesljivo je močen. Drug problem je ta, da se mi zdi, da se zato zgublja fokus. Se pravi, namesto da bi se ukvarjali z otrokovimi kompetencami, z njegovimi talenti, pravzaprav otrok postane ena vrsta, ne vem, tako kot ene vrste tabla z ocenami in pravzaprav čez čas začne tudi otrok sam sebe gledati samo skozi prizmo teh ocen. Otroci se primerjajo med sabo po ocenah. Tukaj se mi zdi, da bi bilo fajn narediti en korak nazaj. Ta pritisk strani staršev, sem prej rekel, ga je za razumeti, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je počasih dejansko pretirana. In potem se dogaja to, da pravzaprav starši vršijo pritisk ne samo na otroka, konec koncev tudi na učitelje. In ne gre več za vprašanje, kaj otrok ve, kaj otrok zna, pa kakšno oceno ima. To pa mislim, da je čist napačno sporočilo. Se pravi, meni se zdi, a veste, tista ocena ne pove veliko. Štirka pri testu matematike, 2 štyrki pri testu matematike sta lahko zelo različni. Če eno štirico dobi otrok, ki je sicer zlahka dobiva 5, to pomeni seveda, da pravzaprav ni nič delal, se ni nič pripravljal. Če štirico dobi otrok, ki je prej komaj spravil skupaj 2, to pomeni, da je mogel res ogromnega truda vložiti not. Ampak ocena na papirju napisana je pa enaka in pravzaprav ni nobene razlike in se nikjer ne vidi, koliko je vloženega enega truda, enega dela noter. In se mi zdi škoda. Zato se zadnje čase v svetu vse več govori o formativnem ocenjevanju in se tudi v Sloveniji uveljavlja ponekod formativno ocenjevanje kot neko vrsta ocenjevanja oziroma povratna informacija, ki je bolj celovita, pa v bistvu se ukvarja tudi s tem, z otrokovim trudom, delom, ne pa samo z tistim, kar pokaže na enem testu. In ravno zaradi tega pehanja za ocenami se potem dogaja pravzaprav to, da se otroci pred testom na pamet naučijo določene stvari, test opravijo, čez 2-3 dni nič od tistega ne ostane več. Vsak začetek je zagotovo lažji, če so aktivnosti načrtovane. Pa so najmlajši sposobni sami planirati svoj čas in dejavnosti, kdaj in kako lahko tu pomagamo starši? Otroci so si zelo različni. Nekateri rabijo mogoče malo več spremljave, malo več sedenja zraven, malo več spodbude, drugi hitrejše to začnejo. Je pa zelo pomembno, da se te rutine počasi začnejo razvijati oziroma da se začnejo razvijati delovne navade. Ker dejansko tam nekje na prehodu v osnovno šolo 6, 7, 8 let je tisto obdobje, ko se dejansko razvijajo delovne navade, ne samo za šolsko delo, ampak tudi delovne navade, ki bodo potem otroku, pa mladostniku in konec koncev odraslemu naprej ostale. In če takrat človek ne razvija nekih teh rutin odnosa do dela, enih navad, jih bo težje kasneje.
Tako da se mi zdi zelo pomembno, no, da starši pomagajo otrokom razviti te rutine, otroci jih sami od sebe ne znajo, ne zmorejo, ne bodo tega mogli. Zato je fino, a ne, da recimo ima otrok svoj prostor, kjer dela, da približno je definiran čas, da se ve, kdaj recimo dela za šolo, kdaj dela domače naloge. Ampak absolutno se mi pa zdi, da ne gre pa tukaj pretiravati v tem smislu, da bi pa bilo treba strukturirati celo popoldne otroku. To pa spet ni dobro, ne? Tako kot sem rekel prej, se mi zdi zelo pomembno, da otrok ima čas za prosto igro, ima čas za sebe, če pa utrujen, pa tudi za to, da se uleže pa počne karkoli mu paše, pa seveda za igro.